Lep pozdrav Fit ekipa in dobrodošli na mojem kanalu Fit z Majo na Sejšelih. Danes sem za vas pripravila malo drugačen video, vadbeni video seveda, ampak danes vam bom razkrila moje 4 najljubše vaje, za katere mislim, da bi jih lahko izvajala celo življenje, če bi imela samo te 4 vaje na voljo. Ta video sem razdelila na različne sklope. Najprej bomo šli skozi vse te 4 vaje, potem bom razložila, kako oziroma na kakšen način lahko izvajaš takšen trening, ali izvajaš trening za moč, ali izvajaš metabolični trening, in potem bomo skupaj naredili težjo in lažjo različico te rutine. Ok, tako da, ja, gremo. Vaja številka 1, za katero mislim, da bi jo lahko upravljala do konca življenja oziroma izvajala do konca življenja, je definitivno hip thrust ali most v nekoliko drugačni obliki. Za to vajo boš potrebovala bench ali stol ali kavč oziroma karkoli, kamor boš lahko naslonila svoj hrbet. Se pravi, zgornji del hrbta, kjer so lopatice, se pravi, pod lopaticami mora biti rob deske oziroma stola, kavča, kamorkoli se nasloniš. Potem noge so v širini bokov in potem se naslonimo gor na naš, recimo, stol. In moraš samo paziti, da so kolena v kotu 90 stopinj. In potisneš medenico gor, stisneš ritne mišice in seveda gledaš naprej. Se pravi, brada je potisnjena dol in s tem seveda preprečiš hiperekstenzijo hrbta. Veliko ljudi še vedno izvaja hip thrust na takšen način in potem imajo bolečine v hrbtu. Če pa izvajaš vajo na takšen način, se to ne zgodi. Ta vaja je odlična za oblikovanje naše zadnjice, seveda nog in tudi notranjih stegenskih mišic, odvisno od pozicije naših nog. Lahko imaš noge majčkeno bolj narazen, lahko imaš v širini bokov, lahko imaš seveda potem tudi noge majčkeno bližje in s tem tudi krepiš majčkeno bolj stegenske mišice. Če pa naš noge majčkeno bolj naprej, pa seveda skrbiš tudi za mišice zadnjih stegenskih mišic na nogi. Seveda zato se ponavadi uporablja utež ali barbell, zato bomo tudi mi izvedli majčkeno z utežjo. Takole si pripraviš gor in greš naprej in izvajaš ta hip thrust. Takole in stisneš gor. To je vaja številka 1, zakaj sem jo izbrala? Za oblikovanje naših zadnjičnih mišic. In naslednja vaja, brez katere zagotovo ne bi mogla trenirati in marsikomu predstavlja nočno moro, so vojaški poskoki oziroma burpeji. Zakaj je ta vaja odlična? V bistvu rekrutira zelo veliko mišic v našem telesu, mislim, da kar polovico vseh mišic, in ima tako veliko različnih sklopov, da jo uvrščam med ene izmed najboljših vaj, katere lahko počnete. Seveda so primerne različice tudi za začetnike, tako da lahko gradite to vajo iz res najbolj simple oziroma najbolj enostavne različice do tiste, ki je najbolj intenzivna. Ok, začeli bomo seveda z najbolj intenzivno, za katero mislim, da bi jo moral izvesti vsak čez čas, in to je seveda vojaški poskok z skleco. Greš dol in izvedeš skleco, skočiš naprej in skočiš gor in pristaneš mehko. Ok, zakaj je ta vaja odlična? Ker ima elemente
poskoka, kardija, ima elemente počepa, ima elemente za zgornji del telesa, seveda krepimo naš prsni koš, tricepse, krepimo trebušne mišice, krepimo noge in krepimo naš kardio sistem. Ok, izvedemo še enkrat, gremo dol, skočiš dol, nazaj, izvedeš skleco, naprej in lahko skočiš gor ali zamah z rokami nazaj in potem ponovno skočiš v počep. Ok, gremo v lažjo različico, roke dol, greš v položaj deske, na kolena, v skleco, gor in potem naprej, počep in potem se lahko samo dvigneš gor na prste, če si popolni začetnik. Lahko pa izvedeš tudi to različico, dol, samo v desko, gor in končaš v tej različici. Kot sem rekla, burpee oziroma vojaški poskok je ena izmed najboljših vaj tudi za začetnike. Moja tretja najljubša vaja je mrtvi dvig in se pravi ta Romanian deadlift. Zato bomo seveda potrebovali utež, ni pa nujno, bom razložila potem različic tudi brez uteži. In gremo kar na breakdown, se pravi, kako izvesti to vajo. Najprej seveda stojimo vzravnano, ramena nazaj, stisnjene so oziroma aktivirane so trebušne mišice, potem je zelo pomemben tukaj premik v bokih in gremo z boki nazaj. Kolena so rahlo pokrčena, nikar ne imamo popolnoma iztegnjenih kolen, kajti preveč pritiska je potem na naših vezeh. In tukaj je zelo pomembno, da potiskamo boke nazaj, 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 dokler pa seveda grejo. Veliko napak vidim, ko recimo tole je moj maksimum, več ne gre nazaj in potem veliko ljudi gre dol. Ja? In kaj se zgodi? Hrbet, spodnji del hrbta prevzame to vajo, namesto da bi se osredotočili na zadnje stegenske mišice. In seveda ta del pri naših ritnih mišicah. Se pravi, gremo še enkrat, rahlo pokrčena kolena, boki nazaj, nazaj, nazaj. Ok, to je moj maksimum, tukaj ne gre več nazaj in tukaj se jaz ustavim. Ja, vrat je seveda v liniji s hrbtenico, nikar ne glej takole. Tudi to je ena izmed napak in potem potisneš nazaj gor. Lahko stisneš mišice, kakorkoli, lahko pa si kar v tem položaju, kakor ti paše, bi jaz temu rekla. Jaz ponavadi stisnem, ne vidim nobene hude napake pri tem, ampak kakor vam paše. Ok, naslednja varianta je, da primemo utež, barbell, lahko tudi kettlebell, karkoli pač imate. Ramena nazaj, trebuh aktiviran, potiskamo medenico nazaj oziroma boke nazaj in gremo. Tukaj se pravi, lahko malo počakaš in grem naprej. Dihaš in gor izdihneš. Pomembno seveda je, da čutiš zadnje stegenske mišice in gremo gor. Se pravi, napaka, sedaj bom naredila to, za katero večina ljudi pravi, da imajo potem bolečine v spodnjem delu križa hrbta, je tale. Ko grem gor, čutim hrbet in potem šele potisnem uteži gor z nogami. Tako da ja, pazi pri tej vaji, da seveda ne greš dol z hrbtom oziroma zgornjim delom telesa. Fajn je, da se posnameš, mogoče, da se gledaš oziroma, če prvič izvajaš to vajo, jo izvajaj z osebnim trenerjem oziroma z nekom, ki pozna pravo različico. Lahko pa seveda vadiš tudi ob steni, da dejansko najdeš tisti kontakt. Ok, to je to. In to je razdalja. In ko se seveda tvoje ritne mišice dotaknejo stene, to je tvoj maksimum. Tako da ne greš potem dol in potem si poškoduješ svoj spodnji del hrbta. Tukaj sem seveda tudi razdelila
vajo na težji nivo z utežmi, lažji nivo pa seveda tudi dobro jutro z lastno težo. Sklenemo roke za vratom, odpremo, isti princip in izvajamo vajo takole in to je to. Ja? Če imamo seveda tudi uteži tukaj zadaj oziroma v sprednjem delu zgoraj, bomo seveda čutili, kako se aktivirajo tudi trebušne mišice. Ok, to je vaja številka 3, brez katere verjetno ne bi mogla. In vaja številka 4 je tudi ena izmed tistih, ki so dokaj zahtevne in težavne, ampak se osredotoča na zgornji del telesa, na naša ramena in na naš hrbet. Ja, je v bistvu zelo dinamična in to so dive bomberi oziroma hindujske sklece, oziroma če nekako prevedem, ne vem, če imamo izraz v slovenščini. Gremo v tale down dog položaj, lahko imaš noge bolj narazen in sedaj bomo pokrčili komolce in slajdamo oziroma potisnemo gor v up dog in potem naredimo obratno pozicijo oziroma obraten način izvedbe te vaje. Ta vaja je v bistvu zelo, zelo zahtevna za naš ramenski obroč. V tem delu. Ja, ko smo pa tu, pa v bistvu moramo v tej točki res stisniti zgornje hrbtne mišice, da se potisnemo nazaj. Prav tako delajo trebušne mišice in seveda vadimo tudi majčkeno fleksibilnost in mobilnost. In definitivno ta vaja je ena izmed najtežjih in zelo zahtevnih, ampak seveda je super tudi za začetnike in sedaj bom razdelala tudi to vajo za začetnike. Začetniki seveda začnete na kolenih in potem gremo samo naprej z zgornjim delom telesa in smo v tej poziciji. In potem samo naredimo obratni del te vaje. Če vam je pa še to pretežko, potem gremo samo naprej s prvim delom in potem nazaj v položaj otroka na nek način. In gremo naprej gor in nazaj. In potem, ko si enkrat že majčkeno bolj navajen te vaje, greš nazaj v to pozicijo in potem, ko si enkrat že na višjem nivoju, izvedeš še težjo varianto, lahko greš sem, greš potem kar iz te pozicije nazaj dol in ko se potem navadiš, izvedeš najtežjo varianto. Evo, to so 4 vaje, za katere verjetno bi rekla, da za mene delujejo v najboljšem smislu. Mislim, da sem pokrila celotno telo, se pravi ritne mišice z hip thrustom, potem smo imeli mrtvi dvig, zadnje stegenske mišice, spodnji del ritnih mišic in seveda spodnji del hrbta tudi deluje pri tej vaji. Potem smo imeli burpije, vojaške skoke, kjer dobesedno deluje skoraj celotno telo in seveda dive bomberi, kjer smo se osredotočili na ramena in na hrbtni del mišic. Se pravi, imamo vse vaje za moč in vaje za kardio z vojaškimi poskoki. Kljub temu pa, da se nismo osredotočili recimo specifično na trebušne mišice, je zelo pomembno, da jih aktivirate čisto ob vsaki vaji in s tem seveda tudi krepite mišice trebuha. Ja? Veliko ljudi vadi z ohlapnimi trebušnimi mišicami in ne naredijo te povezave med možgani in z mišicami, mind and muscle connection, se pravi umska povezava z mišico in vadijo kar samo zato, da vadijo, se pravi pač, ne vem, bicep curl delajo samo tako, namesto da bi res dejansko stisnili vse ob vsake ponovitvi. Tako da ja, vedno treniraj
s tem v mislih, da se je treba nekako povezati s svojim telesom in na ta način bo seveda vadba imela čisto drugačen smisel in tudi rezultat. Sedaj pa kako dejansko lahko te 4 vaje vključiš v trening. Imaš seveda več načinov, meni najljubši je metabolični trening, recimo z intervalnim časovnikom oziroma timerjem, ponavadi izvajam vajo 45 sekund, počivam 15 sekund, izvedem mogoče 4 do 5 krogov in to je čisto dovolj za 15 do 20 minut na dan takšnega treninga. Ta trening je zelo, zelo intenziven in pokuri zelo veliko maščob, zato ker se nam seveda poveča metabolizem, zato se tudi imenuje metabolični trening. Telo se v 15 sekundah ne more dovolj regenerirati in ne pride do popolne pavze telesa, zato se pač seveda potem metabolizem tudi poveča še do naslednjih 24-36 ur, nekateri celo pravijo več kot 48 ur in porabljamo kalorije še dodatno, samo zato, da telo dejansko pride do homeostaze, se pravi do začetne faze, pred katero smo začeli trening. Se pravi, zelo dolgo traja, da telo dobi ves kisik nazaj oziroma da vzpostavi ravnovesje kisika nazaj v telesu, kot je bil pred treningom. Zato je ta trening tako zelo učinkovit. Primeren je seveda tudi za začetnike, le pazite pri selekciji vaj oziroma izvedete pravilno različico vaj, ki je primerna vašemu fitness nivoju. Če pa seveda bi želeli izvajati te vaje kot vaje za pridobitev na moči, pa seveda morate upoštevati naslednje nasvete. Lahko greste težje, s težjimi utežkami, pri metaboličnem treningu uporabljamo lažje uteži. Lahko seveda tudi težke, ampak zato, ker je to bolj dinamičen, malo hitrejši način izvajanja vaj, priporočam seveda lažje uteži. Pri treningu za moč pa seveda dejansko lahko izberete malo težje uteži in potem izvajate tudi lahko kot krožni trening, s tem, da seveda da počivate več in izvedete naslednji krog, ko ste recimo, se lahko normalno pogovarjate, zdaj ste pripravljeni za naslednji krog. Lahko pa seveda izvedete, če imate 3 serije, po recimo 10 oziroma 12 do 15 ponovitev. Počivaš po prvi seriji mogoče minutko, 2 minutki in potem seveda izvedeš drugo in tretjo serijo in potem greš šele na drugo vajo. Seveda čisto odvisno, kako si želite sestaviti svoj trening. Sama se ukvarjam že z metaboličnim treningom že približno 12 let in na takšen način treninga je za mene najbolj učinkovit, najbolj zabaven in tudi nikoli mi ni dolgčas in moje telo se je z leti izoblikovalo, kot se je izoblikovalo in za mene je to eden izmed najbolj zabavnih načinov treniranja. Na vas pa je seveda, da si sami poiščete svoj način, ki vam najbolj paše. Ampak z metaboličnim treningom je čisto dovolj, če naredite 20 minut na dan, lahko trenirate tudi vsak dan, saj ne bo prišlo do nekega hudega muskel fibra. Pazite seveda, da imate zelo različne treninge skozi teden, tako da se tudi preveč ne skurite, ne? Sedaj smo pa to vse pokrili in zdaj gremo dejansko na oba kroga s temi 4 vajami. Se pravi, en krog bo trajal seveda samo 4 minutke. Najprej prvi krog bomo naredili za vas, ki ste na višjem fitness nivoju, drugi krog pa bo namenjen seveda začetnikom, tako da vidite, da lahko dejansko ta isti trening naredi čisto vsak. Če pa vas zanima kaj več oziroma bi radi trenirali z mano, pa sem seveda za vas na voljo kot osebna trenerka online, kot seveda lahko z mano trenirate po spletnem urniku, če se naročite na mojo spletno telovadnico fitnessbamaja.com, lahko pa seveda tam tudi kupite enkratne programe,
ki trajajo 4 do 8 tednov. Tako da vabljeni na fitnessbamaja.com. Zdaj pa gremo trenirati. Zares.